Vesela pesem, ne? Je bila vesela? Ali bila samo pesem vesela? Ali je bil vas tudi veselo? Sploh pa povedal, ne tako. Veseli smo, ker smemo prijeti Gospoda v veselju, ker smo pripravljali za nas, pa seveda veseli smo, da nam Gospod govori. Kje nam govori? Božji besedi, danes je nedelja Svetega pisma. Ste že vsi prebrali Sveto pismo? To je eno vprašanje. Jaz vam zdaj malo četrti zaključil. Ne gre se za to, da bi zdaj, ne vem, kako bo zdaj vse brat, ampak predvsem to, da je bolj tiho napravniš to Božje beseda. Malo tole danes razmišljanje je res to ulita Božje beseda za danes, za to nedeljo Svetega pisma, kot rečeno, nekaj pa ne bi bila samo nedelja Svetega pisma danes, da zdaj nekaj govorimo o tem Božje besede, ampak ne bi bilo samo upozorilo, da kako nas spremlja Božje beseda za vse leto, a je res Božja beseda vodilo, prva beseda v našem življenju. Na začetku sveta naše premislimo, kdaj nismo bili poslušni Božji besedi, ker priznajmo in obžalujemo svoje grehe. Samomočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite z nami Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas v samomočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Oh,
Darilo iz knjige preroka Jeremija. V dneh kralja Jošija mi je prišla beseda Gospodova, rekoč: preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodu. Ti pa si opaši gledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukaže. Ne ustraši se jih, da te jasno prestrašim pred njimi. Glej, danes ste naredili za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti judovim kraljem, proti njegovim kvezam, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem. Poslušali smo Božjo besedo. In
In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, ni nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva. Ljubezen ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehana, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kaj je nepopolno spoznavano in nepopolno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem odložil to, kar je otroškega. Zdaj gledano z ogledalom v ugibanju, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor me Bog pozna. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. To je vaša beseda. Bogu hvala.
in sestre, kaj mislite, kdo je uspešnejši v oznanjevanju? Jaz ali Jezus? Ja, ali to odgovore, sve je Jezus. Prosim. A ne odločil, ne, to ni. Za Jezus sve rekel, ne, Marja, preko so se ne opredelili, ne, što me on povedal. Ti si bolj uspešen. Ja, seveda. Tako je, to je, kad tam reče konec, evo. To je to 6 let se tule, brate in sestre, nikoli mi še nisi se vam nesli. Nikoli me še celo ni dobenilo dano, nič ni bilo, ne, to je zelo uspešen. Jezus, ko pogledajte, prvič nastopi, prejšnji teden smo slišali prvi del, ne, se pravi, ko prebere preroka Izaija 61. poglavje od 1. do 3. vrstice, Duh Gospodov je nad menoj in tako naprej, in danes je to pismo izpolnilo, in danes se tudi ponovi, konec od prejšnjega evangelija in začne potem razlagati to Božjo besedo in na koncu pride do te daleč, da ga hočejo večno prepati. Zdaj, tak razmišljal, ko so tule se malo pripravilo, kam bi me lahko vi odvedli, kjer je bilo najbližje. Ko hod na planino, gor, se pravi na vrh, ne, je tam, se pravi na to stran, res doliško stran, je kar dole, ne, vidite, kar pad, ne. Torej, res razmišljal, ne, kako se gre po glavi. Torej, no, Ane Paretu se pa šel posredi med njimi in hodil dalje. Pa še na skrivnost, ki se nam moramo razložiti, torej lahko rečemo, njegova ura še pač ni prišla, ne. In njegov oče poskrbel, da bo vse opravil, za kar je bil poslan, in potem bo prišla njegova ura na križu. Kaj je zdaj? Torej, direkt jim je povedal vse, kar jim gre, ne, naravnost, se pravi, zaradi tega, ker ste ujeti v nek sistem verovanja, ne, se pravi ujeti, ne samo verovanje, ampak ujeti ste pač v neka pravila, ne, in zdaj ne more reči Bog po vas delati. To je to. Nič, se pravi, sam navede dva primera, ena vdova, ne, se pravi, ko je Elija tisto vdovo srečo, če se spomnite, v knjigi Kraljev piše, ko je prvi vdova nahranila, potem pa tale gopovec na Amanu času naslednika in vse, in to je to, več druga ni Bog mogel delati, ker so bili ujetniki nekega sistema. Se pravi, so se bali, ko smo v petek slišali, se pravi, tudi primer pisma, ko se bojiš, se pravi, če boš zdaj imel centimeter predolgo obrava, pa boš zdaj kaznovan zaradi tega, naprimer. To je to. To je to, ker je vprašanje, ki je vsem tem srce. Ampak gledajte, danes, kot rečeno, nedelja Svetega pisma, kar nas Božja beseda opogumlja, in hkrati je tukaj nekaj čudnega, zakaj je Božja beseda tak tuje v našem življenju. Gledajte, zdaj sam preberem besede iz preroka Izaija na začetku. Preden sem ga upodobil v materinem telesu, sem ne poznal. Kaj zdaj to pomeni? Pred spočetjem je Bog imel načrte z mano, z vsakim izmed nas. V tem primeru govori to preroko Jeremijo. Da gremo še nazaj. Pred stvarjenjem sem delil predvidenja. Pred stvarjenjem, veste kaj to, Si lahko zamislimo, koliko milijard let nazaj pa nas je Bog imel predvidenja. Kaj razmišljamo o tem? Prav sem imel načrt, da boš spočet v materinem telesu. Pa ne samo to, dobil boš poslanstvo, preroštvo. Posvetil sem te. Kaj pomeni posvetil sem te? Se prav samega sebe sem dal od tebe. Sveti Duh, ki posvečuje, se prav prejšnjo nedeljo, če se spomnimo, ko Jezus nastopi takoj. Duh Gospodov je nad menoj. Ne glede na to, kaj se bo zdaj danes zgodilo. Ne, Gospodov Duh je nad nami, vse, kaj je potem. Gospod nas posveča in nas postavlja za preroke. Tukaj govori o Jeremiju. Nas, vsakega izmed nas postavlja za preroke. Odkot izhaja naša preroška služba? Iz krsta, kako je to?
Pravi, iz krsta potrjena ubirne, kar zbir pa mirno se skoraj en zakrament. Skoraj en zakrament. Ker ubirna je potrditev krsta. In dobiš preročno službo, se pravi, da si pričevalec Božji, v Božjem imenu govoriš Božje besede in lejte, ne ustraši se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi. To je, če se ti ničesar ne bojiš, nikogar, te noben nič ne more. Če imaš ti strah v sebi, da bo pa drug povozil. To je pravilo, kaj probi, kaj važi v službi, ne? Če se bojite šefa, ja, gospod šefa, lakše to šef naredi, ja, kaj pa želite od mene, gospod šef, vas bo kot cigaretne v gorek, vas bo pohodil, ne? Če pa se znate postaviti za sebe, kar je v Sloveniji, to bude tako nenavadno, ne? Potem vas bojo pa vsi spoštovali. To je to, iz vlastnih izkušenj govorim, ne? Ne samo iz bolniške službe, ampak od prejšnjih služb, ki se mi popravljajo, ne? To je to, ne? A veš, ne? To je bolje spoštovanje drug do drugega, ne? Se pravi, ne ustraši se jih. Danes se naredim za utrjeno mesto, za železen stebe in tako naprej. Vete, kakve optimistične napovede, ne znamo, mi to samo verjamemo. Vete, če bi slovenske novice tole pisale, a bi jih kupali. Ja ne bi jih, ne. Zakaj? Zato, ko mi radi kupujemo samo to, ne, kak je kdo koga ubil, ne. Pa kako nasilje se po družinah dogaja in tako naprej, ne. Samo to radi beremo, ne. In se naslajamo od teh. Ker pa tile časni kari vejo, kaj beremo, ne. Če bi pa tole brali, bi pa tako v tem stilu brali. Prav, to je zdaj, ki je zdaj to naša ljubezen do Svetega pisma, ko ti tole pove, Božja beseda te opogumi, da pa je res Bog na vsakem koraku s teboj in da je ni sile, ki bi te lahko uničila, ne? Ni je sile. Bojevali se bodo pri tebi, proti tebi, pa te ne bodo premali. Velike besede, pa tuč, ne, se pravi, ne zdaj, to zdaj pa Boga v sebi, zdaj bom pa jaz nekaj tam, ne, angeli te bodo nosili, ne, ko bodo so hodišče izkušnjali, ne, to. Ampak vsaki preizkušnji bom stavil, da bo znal prenašati preizkušnje, ne, Jeremija, kak je bil preizkušnja, ne, znal je prenašati preizkušnje. Kljub temu je bil v določenem trenutku, je bil na tleh, ne, ampak se je znal pobrati. Šel naprej z Gospodom, ne. To je to, ne, sprav, da je prilično, neprilično, da si Gospodom služavnik in da te nič ne potrebe. To je to. To je to, ne, imaš to Božjo ljubezen v sebi, ne, kaj je zdaj ljubezen, ne, se pravi, to je ena, tak pojem ljubezen, ko vsak dan slišimo o njem, pa ne vemo, kaj bi z ljubeznijo počeli, ne. Se pravi, Pavel, ne, tule, ko ste se poročali, ne, večina ste verjetno imeli tole, ne, ste imeli, tole, niste imeli, 13 poglavje, kako preber, če še niste imeli, ne. To je to, v glavnem, 13 poglavje, prvega pisma Korinčanom, vse in sploh v ljubezni, koliko smo mi to ponotranja že, ne. Zaprav, kolikrat jaz tudi sam že prebral tega, ne, pa znova in znova so v teh dneh prihajali spet nove misli, ne, kaj je zdaj, ne, predvsem tole ljubezni je potrpežljiva, ne. Prav, te bom jaz tole vse prebral, 4. do 8. vrstice, ko se pa zmenimo, da se mi to na pamet naučimo, ker je ravno nedelja pa teden Svetega pisma, pa vidimo, ne, koliko je zdaj v nas tega, kar tule piše. Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega. Kaj imate rekli? Se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli se pa resnice. Vse prenaša, vse miruje, vse upa, vse pretrpi, ljubezen nikoli ne mine. Če to vemo, edino neminljivo bitje na svetu je Bog, ki ne mine. Torej, Bog je ljubezen. Ljubezen je naš Bog, a imam v sebi tej Boga.
za ljudi, vse se ne bo šilo. Koliko je tega med nami? Se ne ponaša, često, jaz sem pa nekaj, ne? Wow, jaz sem te tule pred vami, pa vam lahko solim vam, ne? To je to ni ljubezni. Potem ne veseli se krivice, veseli se pa resnice, ne? To je to, resnica. Tukaj imamo vsi kaj za delo, ne? Pač iti na ono stran, ne? Brega, ne? Kako se je lahko držati nečesa, ne? Pa živeti v nekih lažnih utvarah, ne? Vse prenaša, vse deluje, vse upa, vse pretrpi. Zdaj se vam tukaj malo stavimo, vse pretrpi. Mi imamo kristjani lažen pojem, ne? Se pravi lažno sebe, ne? Da je pa zdaj bistvo krščanskega življenja, da moramo trpeti oziroma je lahko životariti. Da je naše življenje životarjenje. In se vdamo v nekaj življenjske situacije in bomo rekli, ja, sej do smrti bom že nekaj preživo, bomo pa že boljš na drugem svetu. Ja, neč ne bo, ne. Kaj se gre tudi pretrpi? Glejte, Jezus je tudi na križu ni trpel 30 let, ne? A veste? Ampak nekaj ur. Ampak je pa bil v tem trpljenju smisel, kaj našel, da ni obokoval v tem trpljenju, ne? Ni pa iskal trpljenja, ne? Da pa moraš ne trpiti. Kaj nam Bog želi, ne? To verujemo. Bog nam želi, da bi bili srečni, da bi bili veseli, da bi bili sproščeni, da bi bili lahkega srca, da bi bili res, da bi poskakovalo v veselje. Ampak pridajo pa v življenju situacije, trenutki, ko pač ne moreš tako živeti. Se pravi, da te doleti takšno pa drugačno trpljenje. Tisti nima upanja, se pravi, tisti nima ljubezni v sebi. Tisti bo obupal. Tu je zdaj, ne, se pravi, obupal bo. In bo ne vem, kako počel, pa ne vem, kakve pozornosti iskal, ne, in tak naprej, ne. Prav, sam sebi se spilo, ne. Tisto se sam sebi spilo, to ni čist več krščanskega v njemu, ne. To, da dobiš smisel trpljenja, ne. Prav, da pa res z Božjo pomočjo pretrpiš, preneseš vse, kar te doleti in veruješ, da pa pride tretji dan. To je vse, ne. Ne pa, da je vse naredno, ne. Da bo vse naredilo, da bo to trpljenje čim prej minilo, ne? Ne zdaj, ja, jaz pa zdaj nekaj moram trpeti, ne pa se nekega poslanca čutiš, da moraš pa trpeti, no? Kakš ne, Bog nam to ne želi, ampak želi pa biti z nami v trpljenju. To je ena velika razlika. Razmislimo, zakaj smo bili večkrat zamorjeni, ne? Mislimo, da je način življenja, da moramo kar nekaj trpeti, pa kar nekaj pih biti, pa kar nekaj se okloniti, ne? To je to, ne? Pravi, vse bo prenehalo, tu se zapomnimo, vse bo prenehalo. Preročno je tako naprej, samo ljubezen bo prenehalo. In če imamo to vse, potem se ne bomo spet ničesar bali, sprotali. Ničesar. Vera bo menila, upanje bo menila, ljubezen pa nikoli ne menila. Torej, če ljubimo, bolj ko ljubimo, manj nas je strah. Manj ko ljubimo, bolj nas je strah. Zdaj pa razmislimo, kje smo na tej tehnici ljubezni. Amen. Vera je Amen.
Bratje in sestre, Božja beseda, ki smo jo poslušali, je luč našega življenja. Želimo jo uresničevati, zato zaupno prosimo Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, tvoji rojaki Nazarečani te niso sprejeli. Pomagaj nam, da te bomo v njih s pripravljenostjo sprejemali v naše življenje. Prosimo, da usliši nas. Ko si živel na zemlji, si hodil okrog in delil dobrote. Daj, da te bomo ta teden z dobrimi deli posnemali. Prosimo, da usliši nas. Tvoja beseda je vedno živa in učinkovita. Daj, da bomo radi brali in premišljevali Sveto pismo. Prosimo, da usliši nas. Tvoje sveto telo in teli nas ljubezni združujeta s teboj in med seboj. Daj, da bomo v moči te hrane tudi mi izkazovali ljubezen drug drugemu. Prosimo, da usliši nas. Po današnji sveti maši izkaži svojo dobrotljivost vsem ranjenim, ki so kateri mrtvi, da se združijo s teboj v večni slavi. Prosimo, da usliši nas. Gospod, ti si naša luč in naša rešitev, naj ti bomo zvesti zdaj in vekomaj. Amen. Yes.
Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal v mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponično prosimo, naj nas sveti duh po preko Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi sveti, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusus, Kristusovi, Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, kakor na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gre na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in voli po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami. Mir, ki ga naj bi nosili v svojem
svojem srcu, vsi podelimo stisno roko. Amen.
Molimo. Največji Oče, gosti odrešeni, ki smo se udeležili, daj nas hrani na poti k večnemu zveličanju, krepi našo vero in naredi, da bomo kvas sveta po Kristusu našem Gospodu. Prejšnjo nedeljo se je izgubil en prstan. Kolikor se spoznam, je ženski. Torej, pomen, da je tam zadaj, ki je bil tam za rešetkami, gospod je pa meso. Imam ga v župnijski pisarni, ki ga pogreša. Naj vas spremlja Božji blagoslovi. Gospod z vami.